Zdravstvena reforma in zdravstvo samo je eno izmed stvari, ki najbolj boli Slovenijo in s katero se bo mogla spopadati vsaka nova vlada. Zdaj so se zdravstveni reformi vsi izogibali, ampak če se nova vlada te reforme ne bo resno lotila, potem se bo zdravstveni sistem zlomil in propadel, če sem zelo oster. V Novi Sloveniji se nam zdi nedopustno, da zaradi slabe organizacije slovenski otroci umirajo v bolnišnicah, dobesedno, ne v prenesenem pomenu besede. Zdi se nam nedopustno, da starši z raznimi akcijami zbirajo denar za zdravljenje svojih otrok. Zdi se nam nedopustno, da ljudje po več ur čakajo v urgentnih blokih, da dobijo nujno medicinsko pomoč. Mi trdimo, da je zdravstveno reformo te stvari možno rešiti. Predvsem se nam zdita dve ključni spremembi v tej reformi in sta tudi nujni. Eno je, da spremenimo sistem financiranja slovenskega zdravstva in drugo, da spremenimo način organiziranja in delovanja slovenskega zdravstvenega sistema. V tej drugi točki bo več spregovoril uspešen direktor slovenjegraške bolnišnice, dr. Lavre, sam pa bom dve besedi, morda tri, rekel o samem financiranju slovenskega zdravstva. Zavzemamo se za ukinitev monopola Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma velike slovenske državne zavarovalnice. Ta koncept se vleče še iz časa socializma in je slab za Slovenijo. Sloveniji povzroča škodo, zaradi tega si mi želimo, da na področju zdravstvenega zavarovanja pride do konkurence, da lahko zdravstveno zavarovanje ponuja več različnih zavarovalnic. Če vi lahko vaš avtomobil zavarujete pri vsej 5 različnih zavarovalnicah, potem se sprašujemo, zakaj zase svoje zdravstveno zavarovanje ne bi mogli skleniti tudi pri večjih zavarovalnicah. Če vi za isti avto lahko pri različnih avtomobilskih zavarovalnicah izberete med različnimi cenami, ki vam ponujajo tudi različne pakete storitev, zakaj ne bi mogli tudi v zdravstvu izberati med različnimi zavarovalnicami in izbrati tisto, ki je vam najboljša in najbolj ugodna. To je seveda možno. To konkurenco je možno uvedati. Po besedah šefa zdravniške zbornice zdravstvena zavarovalnica lahko obratuje, če ima vsej 200 000 zavarovancev, kar pomeni, da bi imeli v Sloveniji lahko minimalno 5 različnih zdravstvenih zavarovalnic. In še ena bistvena stvar se mi zdi pri vsej tej stvari. Danes imate obvezno in imate dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zakaj? Zakaj dva različna zavarovanja? Mi se zavzemamo za to, da je bil to enoten paket. Ti bi z neko zavarovalnico enostavno sklenil zdravstveno zavarovanje, kjer bi bilo vse vključeno v ta paket. In ne bi bilo potrebno sklepati dva zavarovanja. Eno z državnim monopolistom in drugo z neko privatno zavarovalnico. To je bistvena stvar, ki jo želimo v naslednjem mandatu narediti, odpreti trg zdravstvenih zavarovanj. Zdaj bo pa še dr. Lavre povedal druge stvari. Morda še samo za vtis, da ne boste rekli, da mi v Novi Sloveniji odkrivamo neko toplo vodo, vam lahko samo povem, koliko zdravstvenih zavarovalnic imajo, naprimer v drugih državah, recimo v Avstriji imajo kar 24, v Nemčiji 355, recimo države primerljive z nam, bom rekel Izrael 4, Luksemburg 9. To so podatki iz drugih držav, kjer ljudje lahko izberejo med različnimi zavarovalnicami. V Sloveniji to žal ne moremo, zato imamo eno ogromno zavarovalnico, ki ima vse 50 informatikov in 70 zdravnikov. Mi mislimo, da je to prevelik socialističen mastodont in je zadnji čas, da v Sloveniji tudi na področju zdravstvenega zavarovanja pride do konkurence.